Na četrto adventno nedeljo prav lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci. Tik pred Božičem, bi lahko rekli, pa v naši oddaji Z glasbo živim, gostimo tistega, ki nam bo lahko govoril tudi o duhovnosti. Duhovnika samega, znamenitega slovenskega kantavtorja, minorita, patra Janeza Ferleža. Lepo pozdravljeni in dober večer. Dobro večer, lep pozdrav, mir in dobro. Pater Janez Ferlež, četrta svečka na adventnem vencu. Kako ste se pripravljali, kako se duhovniki pripravljate za vašo dušo osebno, ne le za tisto, kar pripravljate za nas vernike v cerkvah? Ja, mi kot patri minoriti imamo seveda tudi svoje samostansko življenje, imamo že to reden brevir, tako kot seveda tudi drugi ostali duhovniki. Seveda se zjutraj najprej dobimo v cerkvi, kjer zmolimo rožni venec, potem seveda darujemo sveto mašo, potem pa se še nekaj časa zadržujemo v kapeli, kjer molimo in imamo tudi meditacijo, potem pa je seveda delo, vsak ima neko svojo obveznost, tudi verouk še imamo vedno. Prav tako se pa zvečer dobimo pri brevirju, potem tudi pri skupnih obrokih lahko kakšno rečemo, tudi kaj zmolimo, preberemo iz Svetega pisma. To je tisto skupno bratsko življenje, kaj pa tisto intimno vaše z Bogom, kar si vi osebno izberete pred Božičem? Ja, to pa je gotovo osebno. Jaz recimo se kar trudim, da bi bil povezan z Bogom. V tem smislu mi gotovo pomaga tudi molitvena skupina oziroma ljudje, ki vidim, da molijo zame, da mi dajo pogum, ker tudi jaz imam včasih kakšne probleme, kakšno trpljenje, padem v kakšno žalost in potem seveda moram hitro v kapelo, kjer pač tudi zmolim. Sam osebno sem si zadal tudi v tem adventnem času, tako kot tudi v takih posebnih časih, kot so post, da grem v kapelo čez dan, če se le da, potem berem kakšno knjigo, duhovno knjigo, sveto pismo in potem molim tudi za tiste ljudi, ki me kdaj prosijo za molitev. Verjetno ste že sedaj globoko v tej pripravi. 9-dnevnica bo čez nekaj dni za nami, kaj ne? Običajno se sedaj vsako leto pripravlja tudi 9-dnevnice. Tako, tudi pri nas imamo to dokaj redno, tako kot vse povsod. Mi imamo kar veliko skupin na Vidmu pri Ptuju, tako da vsak večer druga skupina pripravi oziroma vsaj teksti so pripravljeni, to pomeni, vsaka skupina eno večer sodeluje. Tako jaz sem bolj odgovoren za mlade in birmance, tako da imamo tudi v soboto, recimo včeraj smo imeli z mladino, v torek pa bodo birmanci. Potem so še pa zakonske skupine, molitvene skupine. Vsako večer se pač ena pokaže, nekaj sodeluje, da tisto svoje. Pater Janez, neštetokrat vas poslušamo, ali preko Radia Ognjišče, ali na vaših nastopih, na nogometnih igriščih vas vidimo, ne? Sedaj ne vem, kaj ste, nogometaš ste bolj ali duhovnik? Ja, včasih. Kaj je tisto prvo? Gotovo je prvo duhovnik. Moram priznati, da včasih, ko sem še bil malo bolj občutljiv, me je to kar zbodlo, če je kdo mislil, kaj si zdaj, si duhovnik ali si nogometaš. Ali muzikant. Ali pa muzikant, tako to še pa bolj. Ampak zdaj pa vidim, da pač je to moja pot. Če sem povezan z Bogom, bom vse to postavil na pravo mesto in tudi preko nogometa se recimo zbližam, moram reči, posebej s tistimi, ki sploh ne hodijo v cerkev. Če drugo ne, malo manj preklinjajo, takrat, ko sem jaz zraven. Tako da pa seveda poskušam tudi jaz biti zgled, čeprav mi včasih tudi ne uspe, se razjezim na sodnika. Nazadnje piše Sveto pismo tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, ne? Tako. Tako da vse vaše aktivnosti so nekako v Božji roki, tudi res, jih Bogu predajate. Se tudi glasba, ni rečeno, da pojem samo duhovno. Recimo, ko sem imel ni dolgo tega krst, kot imam velikokrat, me povabijo na krstitke, potem pa še tam kakšno zapojem. Tudi takšno zabavno. Vem, da danes bo srečen dan ali pa Dolini tihi, ne, to pač obvladam. Če pa kdo še harmoniko prime v roko, pa še tam pomagam s kitaro. Mislim, da je bilo letos ali lani na Šentjanževo nedeljo pri svetem Janžu, pri tej znameniti slovenski romanski cerkvici nad Vidmom pri Ptuju.
kjer je enkrat na leto takšna maša, žegnanje. Tam ste skupaj z veselimi Jožeki praznovali, kaj ne? In Tako. takrat tudi igrali kitaro. Predlagam, da si ogledamo nekaj utrinkov tega amaterskega posnetka. Pater Janez Ferlež, haloški Triglav je pravzaprav bila najvišja gora za vas mnoga leta, ne? Ki vam je bila najbližja. Najbližja Iz Stoperc ste doma, ne? Tako je. Najbližja, ampak moram priznati, da sem malo kdaj šel na njo. Mislim, da sem bil v drugih planinah večkrat kot pa na Donački gori. Čeprav sedaj zadnja leta, posebej tudi sedaj z Vidma se trudimo, da bi vsaj enkrat na leto, ko je tista obletnica, ko je ubila strela na Donački gori 58 Videmčanov, in kot spomin na to gremo tudi mi sedaj romamo peš z Vidma na Donačko goro, tako da in tam tudi imamo seveda pri svetem Donatu mašo. In tudi tam pri nas imamo sedaj imamo relikvije svetega Donata in na vratih je tudi relief tega dogodka. Tako da rad poromam na Donačko goro, če drugače ne zaradi tega dogodka. V Župnijski cerkvi svetega Vida na Vidmu pri Ptuju je sedaj ta novi relief, ki ga je izdelal akademski kipar Viktor Gojkovič. In izjemno lepa upodobitev tega dogodka, kako je strela udarila v to cerkev in ubila toliko ljudi na vrhu Donačke gore, ne, pred tolikimi leti. Ta relikvija svetega Donata bi pa naj prišla kot neka tolažba takratnega papeža domačinom, ki so ostali brez svojcev in tako v tej župniji, ne? Bila takrat gotovo velika žalost. Morda so bili ljudje jezni na Boga, na papeža, na cerkev. Zakaj se jim je to zgodilo? Šli so na Božjo pot, častili Boga, molili in se je to zgodilo in je papež res kot tolažbo poslal te relikvije svetega Donata. Upamo, da bomo to kdaj še obnovili, da bomo dali v pogled tudi drugim ljudem in že sedaj vabim, da se nam pridružijo gledalci in pogledajo, če drugo ne za enkrat, ta relief na vratih. Vi ste od zanimivega razigranega fantiča pod Donačko goro v Stopercah, kjer je vaša domačija, kmetija, kaj ne? Tako je.
prišli tako daleč, da ste postali duhovniki, zdaj ste gvardijan skupnosti, minoritske skupnosti bratov, 3 bratov v samostanu Svetega Vida v Vidmu pri Ptuju. Nekaj utrinkov iz te vaše mladosti, ki je bila na moč burna, zanimiva, ne le, da ste obiskovali tam osnovno šolo v Stoprcah, vi ste že takrat kazali izjemno nadarjenost, veselje do petja, predvsem pa do igranja, kaj ne? Tako, že seveda kot majhen sem rad prepeval. Moram povedati, morda še pred to, ne vem, če bi se bomo kdaj lahko dotaknili tega, da sem že v 2. razredu imel mašo doma. Ni še bila sveta maša, ampak sem poskušal to tako, ker sem bil ministrant, mlajši brat me je ministriral, namesto vina sem imel sok, celo vsi so bili zbrani. No, potem pa tudi že v 4. razredu, če grem naprej pa na to glasbo, sem bil pri narodno-zabavnem ansamblu Ivana Smeha. Midva sestro sva pela na enem Pokaži, kaj znaš, tam so naju videli, pa so naju povabili, da sva 1 leto torej sodelovala z njimi. Pri njih prepevala. Vi ste igrali kitaro tudi? Takrat še ne. Jaz sem v 6. razredu začel igrati kitaro. Sem pa pel, imel sem višji glas, bolj takšen sopranček. Zanimiv sem verjetno bil, majhne postave skozi, vedno med najmanjšimi. Atraktiven na nastopi. Vem, spomnim se, da smo peli tudi na festivalu Števerjan. Tudi smo, ne vem, zakaj je bilo s Ptujskim festivalom, so se tudi prijavili, takrat nismo potem šli Liboje. Kar nekaj festivalov narodno-zabavne glasbe smo dali skozi. Pa to ni bil edini ansambel, ne? Narodno-zabavni, ki ste z njim sodelovali? To je bil prvi, ja, potem po 1 letu smo nekako prekinili. Mislim, da sem jaz tudi bil premlad, zato pa potem v šoli mi ni več tako dobro šlo, ker sem bil preveč ponosen na se. Pa starši niso bili verjetno preveč veseli, da veliko hodite naokoli, ne? So bile kakšne veselice, kdaj, ki jaz sicer nisem toliko prepeval, ampak sem vseeno moral iti zraven, ne? Ne vedno, ampak kdaj pa kdaj. No, pozneje pa smo še v 8. razredu ustanovili en ansambel Blisk. Jaz sem rad pohecam, ko smo kot Blisk nastali, pa kot Strela razpadli. Sicer smo bili 1 leto, tudi eno veselico smo že dali skozi. Potem pa seveda me je pater Janez Kmetec, ki je bil tam v Stoprcah, takrat župnik, me je povabil, rekel, ko sem bil ministrant, je rekel, če bi ti šel mogoče za duhovnika, imaš kakšno željo? Sem rekel, bi šel mogoče, seveda bi šel, imam željo, pa to, bil sem ponosen, ker me je povabil, ne. Samo zdaj pa mi je nerodno, da bo zaradi tega ansambla razpadel, če bi šel zaradi duhovnika, ne. Zdaj, če bo ansambl razpadel, pa grem. Potem pa se še spomnim, da sem vsak večer molil, Bog daj, da ansambl razpade, ne. In zdaj res, če se 1 mesec sta se 2 skregala, jaz pa izkoristim, pa kar šel pater Janez, jaz bi pa se vpisal za patra. Vi ste menda imeli 3 želje kot otrok, ne? Tako je, in to je, seveda prva je bila verjetno biti nogometaš. Znani nogometaš? Znani, vse si hotel biti slaven, ne. Druga, pevec, slavni pevec. Tretja pa potem je bila sicer najmanjša želja, nekje globoko v meni, ampak vseeno je bila želja postati duhovnik. Zato sem imel že tudi tisto mašo v 2. razredu. No, pa sem postal duhovnik, ko sem mislil, da se bom moral vsemu odreči. Na koncu pa me je Bog obdaril, da sem še nogometaš, pa še pač pojem. In še več sem verjetno na tem področju naredil. Ne vem, če bi jaz bil kdaj na Orionu, oziroma ne vem, če bi kdaj na Evropskem prvenstvu, tako kot grem z duhovniki zdaj igrati, da bi igral. Katera pesem vam je med vašimi, ki ste jih pripravili, napisali besedila, tudi glasbo, najljubša? Sicer je tako, mi je tudi všeč Peter Skala, ki je najbolj popularna, morda pa bi poudaril nad vsem najbolj ljubezen, ki pa je besedilo vzeto iz Svetega pisma. Jaz sem seveda to naredil bolj v Rimu, da se da zapeti, in večkrat zapojem to kot neko molitev, kot Božji izvoljenci, nad vsem najbolj ljubezen, da bi pač spodbujal nas k tej ljubezni, medsebojnemu odpuščanju. Krasno, poslušajmo to res čudovito pesem. Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, bodite usmiljeni, dobrotljivi, ponižni, krotki,
potrpežljivi. Prenašajte drug drugega in si odpuščajte med seboj, kakor je Gospod odpustil vam, tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa najbolj ljubezen, nad vsem tem pa najbolj ljubezen, vez, ki dela vse popolno, vez, ki dela vse popolno. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj vsem bogastvu prebiva med vami. Vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi. Hvaležno iz srca Bogu prepevajte. Nad vsem tem pa najbolj ljubezen, nad vsem tem pa najbolj ljubezen, vez, ki dela vse popolno, vez, ki dela vse popolno. Pater Janez, nogomet vas je vse skozi navduševal, ne, še sedaj. Kje pravzaprav vi sodelujete skupaj z duhovniki nastopate nekje, ne? Tako je, in hodite po tekmovanjih? Tako. Vsako leto je to Evropsko prvenstvo za duhovnike in jaz sem se vključil v to našo ekipo Pax. Vedno, seveda, velikokrat ne morem iti z njimi na kakšne tekme. Če pa je prilika, priložnost, pa grem, ker je tudi na neke vrste druženje. Po drugi strani pa tam, kjer pridemo, ko igramo, ne vem, proti kakšnim županom, proti politikom, športnikom, nas tudi gledajo, pač mislijo, da to so pa župniki, kaj bo zdaj, ali bodo se tudi jezili ali ne. No, smo jim tudi lahko potem tudi nas spodbudijo, da kaj zmolimo, ki bi drugače verjetno ne bi molili. Seveda kot Pax oziroma kot slovenska reprezentanca pa gremo vsako leto na Evropsko prvenstvo. Letos smo bili na Slovaškem, je bilo čudovito, tam smo potem imeli, ker slovaška reprezentanca ima največ grko-katoliko, tako da smo imeli trikrat to njihov grko-katoliški obred, smo bili zraven, potem pa seveda so bili tudi naši škofje katoliški, grko-katoliški. Tako da je to lepo povezovanje in vsaka država, vsaka reprezentanca se potrudi, da to naredi res lepo in simpatično. Krasno. Kaj pa, ko vržete kak vaški nogomet v vašem kraju, kjer pač službujete, imate različne ljudi, to so ljudje, ki tudi niso povezani s cerkvijo, kaj ne?
To je res, ja. Že z Podlehnika, tam sem začel, smo imeli celo športno društvo, moja ekipa se imenuje Joe Fernandez, to sem si enkrat zmislil in to je ostalo, torej tam je bilo športno društvo in z nekaterimi ljudmi sem se še zdaj povezan neizmerno, nekako vidim, da so ponosni, da so moji prijatelji, čeprav res bolj poredko hodijo v Verjetno je cerkev. že to dovolj evangelizacija, Ja, da ste vi navzoči tam. Tako so Ne veseli. potrebujete niti govoriti karkoli. To je tudi res. Pa tudi na vidimo, sedaj imam dve ekipi, ki igrajo v ligi, veterani se dobimo, starejši, jaz sem že pri veteranih, igramo v ligi, tam vsak teden pač je ena tekma, po zimi seveda. Pa tudi mladi igrajo, tako da če drugo ne, jih tudi pritegnem, pa seveda se potem, ko se pogovarjamo, vsi, zdaj celo imam ene Hrvate notri v mlajši ekipi, pa tako radi pokažejo, ko imajo okrog vrata rožni venec obešen. Ko so tam, ko se pač moramo umiti, pa to ne, in rožni venec pokaže, ker Hrvati imajo to bolj navado kot mi, ne. Zanimivo. Pa tudi doma, v domačem kraju, verjetno se radi vračate tudi v Stoperce. Ja. Kako ste povezani še z domačimi in s tamkajšnjimi ljudmi? Če se le da, v nedeljo grem domov, mamo še imam živo, Bogu hvala. Mama je bila tudi dobra pevka, ne? Tudi ja, se oče še bolj tako rad prepeva v družbi, ampak oba sta seveda pevca. In grem k njej domov in tudi ona je zelo vesela, da pridem, da se malo pogovoriva. Tako da, če se le da, včasih se pa zgodi res, da zdaj 2-3 nedelje nisem mogel iti, pa sem se potem kar eno soboto popoldan peljal domov, sem toliko, da mamo potolažim, da ne bo zdaj žalostna, mislila, kaj sem pa Se kaj ne hudega počutijo naredila. osamljeno, Ja, ne? to je tudi res. Verjetno pa čez počitnice, ko imate kak dopust, greste tudi kaj domov pomagati, na njivo, v gozd. Ja, to se že pa dolgo časa, včasih sem res šel in sem celo, ko so sušili, pa sem tam pomagal obračati. Zdaj pa že moram priznati, da že kar 2-3 leta nisem nič kaj pomagal doma. Velikokrat tam med počitnicami grem z mladino na morje, pa ne morem. Je pa res, da se 2-3 dni poskušam odpraviti domov, da tudi prespim med počitnicami doma in če je takrat kakšno delo, potem seveda tudi pomagam. Sveti Frančišek je dejal za svoje brate, to ste tudi vi, naj si z delom lastnih rok zaslužijo vsakdanji kruh. To je bilo takrat, ne? Takrat so bile takšne razmere. Ja. Potem so vas brate, tudi minorite, kakor v drugih redovih, nekako razmere prisilile, pastoralne potrebe, da ste začeli delovati po župnijah, ne več tako, ni bila taka teža več na tem skupnem bratskem življenju, kaj ne? Kako pa je danes, kako bratje minoriti danes funkcionirate? Čuti se, da tudi v teh bratstvih ni vse tako rožnato, bi rekel, ne? Ker je veliko obveznosti, nekdo mora na to stran, drugi ima druge obveznosti. Kako usklajujete to skupno bratsko življenje, ki pa je menda najpomembnejša karizma, ki jo je želel sveti Frančišek od vas? Tako, mi pač imamo veliko župnij, sedaj smo še potem nekaj prevzeli, to bi turnišče, pa tudi na Ptuju smo morali, tudi ko so kapucini odšli iz Ptuja, smo morali prevzeti. Je kar neko breme, Bogu hvala, trenutno še gre, vprašanje, kaj bo čez 10 let, ampak se povezujemo, tudi recimo na Ptuju je ta minoritski samostan svetega Petra in Pavla, zdaj ta center, ne, in tam je tudi guardian in župnik za cel Ptuj, druga dva sta tudi provincialat je tam, ne, in tam sta potem tudi druga dva, ki posebej sta določena za prošti oziroma svetega Jurija, svetega Ožbalta kot župnika sodelavca. Smo se nekako znašli in tudi na Vidmu je tako, recimo, če bo še večje pomankanje, bodo verjetno patri iz Svete Trojice šli stanovati na Videm, pa potem hodili gor, ne. Tako da je manj samostanov, pa več patrov skupaj. Upamo, da bo Bog dal tudi poklice, zato tudi molimo, da bi se še nam mladi pridružili. Dobro, vi imate v vašem minoritskem redu v Sloveniji, v minoritski provinciji, slovenski minoritski provinciji svetega Jožefa še kakšnega brata, ki je tudi glasbenik. Vi pa vendarle izstopate z vašimi nastopi, z popularnostjo, nenazadnje Orionova pesem leta 2001, kar je verjetno vaše najpomembnejše priznanje in zmaga v Sloveniji. Potem ste postali tudi poznani Slovencem. Kako vaši bratje sprejemajo to, da včasih vendarle zaradi vaših nastopov, koncertov in tako naprej, gostovanj kjerkoli, v medijih tudi,
ne morete morda opraviti tistega dela, ki ste zanj zadolženi, recimo verouk, kakšnakoli molitvena skupina, ne vem kaj? Mislim, da mi vse uspeva zaenkrat. Vas radi nadomestijo, če je potrebno? Če pa je seveda kakšna stvar, me radi nadomestijo. Saj niti, zdaj se res zdi tako, da hodim vedno na nastope. Se spomnim, ko sem šel v Sostro, je tam kar en župnik tudi rekel, ne, zdaj pa ta prišel, zdaj bo pa samo okrog hodil, pa ga ne bo nič doma, ne. Ampak potem pa, ne da bi zdaj se malo ven vlekel, ampak se mi je zdelo, da sem še največ bil doma, ne. Tako da jaz, kaj je tista 2-3 nastope na leto, saj ni več, no, je pa res, če prideš na televizijo, te tam vidijo, ne, in zdaj mislijo, da si ti vedno na televiziji, ne. Saj vem, da 2 leti po tistem, ko sem jaz na Orionu zmagal, seveda s pomočjo gledalcev, drugače verjetno ne bi, verjetno mi je tudi Habit kaj pomagal. No, in takrat so prekinili s to oddajo, sploh ni bilo te oddaje več. Saj takrat, ko sem jaz bil tam, je celo Miša Molk bila presenečena, šokirana, rekla, saj še bodo župniki zmagovali. Jaz sem bil tudi, dobro, Bogu hvala, bil sem vesel, da sem zapel Bogu v čast, ljudem veselje. Tudi sam sem bil prijetno presenečen, se pa tudi sam nisem prijavil, ne? To je bila Božja volja, eden me je prijavil, seveda sem doma vprašal, vem, da je še bil ta pater Terzici, ki je zdaj župnik, moderator na Vidmu, je bil takrat moj predstojnik, ne? Njegov. In sem rekel, jaz pa bi šel na, če bi je mogoče, oziroma če mi da dovoljenje, bi šel na ta Orion, sicer ne vem, kaj je to, še nisem gledal, pa mogoče pa bo koristilo, sem rekel, mogoče bodo pa ljudje lažje potem kakšen CD kupili, tako sem se malo zgovarjal. Pa rekel, ja, te pa ide, ne. Smo se skupaj tudi dogovorili. Seveda potem komaj sem šel jaz to oddajo gledati, kaj je to. No in potem je res bilo leta 2000, na decembrski oddaji je bilo največ glasov, potem pa še letna, ko so bili mesečni zmagovalci, 2001. leta, v maju je pa spet bilo največ glasov. Tako da bili ste letni zmagovalec tega tekmovanja talentov. Tako, Orion 2001. Pa je bilo kar nekaj glasbenikov, ki še so zdaj kar popularni, no, je bilo tekmovalo v finalu. Čestitke, vaši bratje, predvsem pa vaši predstojniki, tedaj, ko ste zmagali, so bili navdušeni ali so se malo bali tudi, kaj se bo sedaj z vami dogajalo, da jim ne boste odvezljali? Tako, verjetno je bil tudi kakšen strah. Seveda so bili na začetku navdušeni, veseli. Morda sem se tudi jaz začel malo bolj tako ponosno obnašati, ne vem zdaj, gotovo, vsak je ponosen, morda koga tudi to zmoti, da čisto mogoče. Potem pa seveda na začetku po Orionu so bile težave, ker sem veliko povabil dobil, tudi ogromno novinarjev in morda je to koga tudi zmotilo, ampak kaj pretirano ni bilo. V glavnem jaz sem vztrajal, priznam, da je to bilo tudi neko trpljenje zame, bil sem med 2 ognjema, kaj bom zdaj naredil, ampak Bog v meni, ta vera je bila močnejša, molilci so bili močni, sem takrat vztrajal, zdržal in se mi zdi, da me zdaj tudi tisti, ki so bili mogoče malo skeptični takrat, da me zdaj kar forsirajo, pa bo šel sem, pa bo šel tja, ja. Bogu hvala. Povsod, kjer ste delovali in še delujete, ste poskušali tudi nekaj tega okolja, te lepe narave prenesti v vaše videospote, tako tudi recimo ena vaših najbolj znamenitih pesmi Hozana. Ima zelo lepe posnetke iz Vidma pri Ptuju, s polja, Pobrežja, pa potem proti Podlehniku in tako naprej, ne? Tako, ja, to smo takrat 3 videospote posneli pač z enimi z televizije in smo potem seveda iskali takšne primerne kraje in ta videospot je res, čeprav tudi pesem zelo lepa, simpatično uspel in mnogim je tudi ta pesem najbolj všeč. Nekaj izjemnega. Ja. Oče, tebi izročam se, tebi povzdigujem glas, ljubim te in te častim, daj da te ne izgubim. Vse storiti pripravljen sem, in ljubiti tebe le, vse sprejeti iz tvojih rok, zgodi
zgodi tvoja volja se. Hozana, Hozana, polna slave nebesa so. Hozana, Hozana, ki na zemlji prebivamo. Hozana, Hozana, polna slave nebesa so. Hozana, Hozana, ki na zemlji prebivamo. Oče, tebi izročam se, tebi povzdigujem glas, ljubim te in te častim, daj da te ne izgubim. Vse storiti pripravljen sem in ljubiti tebe le, vse sprejeti iz tvojih rok, zgodi tvoja volja se. Hozana, Hozana, polna slave nebesa so. Hozana, Hozana, ki na zemlji prebivamo. Hozana, Hozana, polna slave nebesa so. Hozana, Hozana, ki na zemlji prebivamo. Hozana, Hozana, polna slave nebesa so. Hozana, Hozana, ki na zemlji prebivamo. Vse storiti pripravljen sem in ljubiti tebe le, vse sprejeti iz tvojih rok, zgodi tvoja volja se. Povsod, kjer ste delovali in še delujete, ste poskušali, kot sem že dejal, nekako tudi v vaše pesmi vplesti to čudovito okolje, naravo, tamkajšnje ljudi, ne? Radi se vam pa pridružijo tudi še kakšni drugi glasbeniki, ne? To je res. Vse povsod, kjer sem bil, sem tudi z mladimi želel narediti nekaj ali kakšen zbor. Recimo na Vidmu nam je takrat uspelo, ker je se en mladi tak navdušenec to prevzel in smo celo v Bratislavu šli enkrat na to svetovno prvenstvo zborov. Čeprav po kvaliteti morda malo slabši, ampak smo, hvala Bogu, dobili srebrno priznanje, smo bili zelo ponosni in so nas doma pričakali. In tako je tudi bilo v drugih župnijah, recimo na Ptuju Spoznanje, pri Trojici Haloška Zarja, Sostrem, tudi Peter Skala smo kar zboru dali naziv. Seveda pa za kakšne večje koncerte pa sem vedno povezan z mojimi prijatelji, ki mi zdaj vedno naredijo, veliko uslug naredijo. To so pa Tomi Valenko, pri katerem tudi snemam, Robi Sterkuš. To je vaš glavni aranžer. Tako, on je glavni aranžer. Potem so pa še Dolores in Mili, pevki, ki so zelo ponosni, da z mano sodelujejo. Vem, da smo bili v Istanbulu in je ona kar na radiju Ptuj kar klica, oziroma ko so jo poklicali za rojstni dan, rekla, jaz sem s patrom, jaz sem v Istanbulu. Ima še malo čudno izgledalo, kako se upa pohvaliti, ne, s tem bi domislil, kaj ima zdaj govoril, da sem z nekim patrom, jaz tam na neki turneji. Ne. Tako da res tudi zdaj pred kratkim smo imeli koncert v Brestanici, kjer sem bil tudi letos misionar.
In je res lepo uspelo, ker kvalitetno tudi izvedemo seveda stvar. Pevkama Dolores in Mili smo tudi mi hvaležni na našem programu. 2 leti ste že sodelovali z nami na božičnem in silvestrskem novoletnem programu, tako da računamo prihodnje leto, že v začetku leta nekje, da boste tudi tukaj na tem sedežu. Super. Ja, kako pa je potem prišlo do tega, da so vas začeli cukati za rokav kakšni fantje, mladinci, morda tudi kakšna mladinka? Pater Janez, dajte nam vi malo pokazati, kako funkcionira ta kitara, da bi se še mi naučili kaj. Je res, ko sem prišel na Videm, pa tudi prej se je to dogajalo, sem vedno imel tudi 8 do 10 učencev, sem jih učil, samo potem pa sem tudi sam bil tako nekako zaseden, da sem včasih celo malo nervozen bil v smislu, kaj pa so poklicali, imate zdaj čas, ni bilo tistih rednih ur, ne. Tako da sem se kar malo takrat izčrpal, pa so to tudi opazili, tako da za nekega takšnega navala več ni. Je pa res, da če se le da, pa če kdo želi, mu pokažem kakšen dur, pa skupaj zaigramo. Sem imel celo takšen kitarski orkester, ampak žal nismo potem vztrajali, da bi lahko v cerkvi tudi večkrat zaigrali. Se ti mladi potem radi kaj vključijo tudi v bogoslužje? Jih kaj spodbujate k temu? Če le tudi, ker mi... Ker vi to delate brezplačno zanje, ne? No, to gotovo, ja. Da... Je pa res, da naši mladi, ki imamo tudi še vedno to pevsko skupino, zdaj ni več takšen pevski zbor, kot je bil prej, torej vsako nedeljo pojejo pri maši. Vsako nedeljo, torej 3-krat ob 10, enkrat pa ob 8, ker pač odrasli zbor poje pol 7 zjutraj takrat. Tako da vedno, če se le da, pojejo, z veseljem sodelujejo, tudi zdaj je bila na praznik oziroma po prazniku Brezmadežne smo v nedeljo naredili akademijo v čast Brezmadežne, so tudi sodelovali z branjem in prepevanjem Mariji v čast. Po meri milosti, ki jo je kateremu okoli od nas Bog dal, pač delujemo z darom, ki ga imamo, tako tudi vi med mladimi. Zelo številne mlade imate ob sebi, tudi sedaj v župniji Svetega Vida vidimo pri Ptuju, že prej, kjer ste bili v Sostrem? Ja, v Sostrem. Ja. Kako je danes delati z mladimi? Mnogi duhovniki, imamo občutek, tudi mlajši, bi se raje umaknili mladini, tudi v poučevanju verouka, kajti to je danes postalo nekaj izjemno zahtevnega, da moraš biti skoraj specialist, da znaš obvladovati to mladino in da vzdržuješ disciplino tudi na teh veroučnih urah, ne? Tu imam jaz izredno velike težave. Znan sem kot ne tisti najstrožji, čeprav se razjezim tudi večkrat, ampak in nekateri to izkoristijo. Tako da mi je včasih, čeprav zdaj zadnje par tednov mi je kar uspevalo, poskušam res veliko ljubezni dati notri, čeprav morda niti se včasih toliko ne naučimo po tistih lekcijah, ampak recimo danes oziroma zdaj v ta teden sem kar rekel, ne vem kako bi jih navdušil, pa sem kar kip Marijin celi, tisti velik kip nesel v učilnico, pa sem ga spredaj dal, pa je kar začelo malo zanimati, ne. Sem rekel, viš to, pa sem še celo tak, ko da se z Marijo pogovarjam, poglej zdaj, kaj delajo to, ne noče poslušati, pa tam nekaj. No, te pa na tak način, ne vem, včasih se pa znajdem, včasih mi tudi kitara pomaga, res je, da ker imamo velikokrat verouk zjutraj, pa je malo še težje pet, pa malo manj pojem zdaj. Kaj mladi pričakujejo pravzaprav od vas? Kdo vodi ta mladinski verouk? So to oni sami dajejo pobude in predloge, kakšne teme bi obravnavali, ali ste to vi? Ja, zdaj pa mladina, no to bi še lahko se dodal na prejšnje vprašanje, pa tudi s tem povezano. Priznam, da tudi jaz nimam več takšne energije, čeprav na Vidmu se še vedno zbirajo, ampak zdaj letos sem kar nekako mi ni uspelo, da bi neke teme že na začetku začeli. Čeprav pridejo pa radi, imamo eno mladinsko sobo, kjer se družijo, kjer tudi skupaj si kaj pogledamo, kakšen primerni film ali pa drugače pa do letošnjega tega leta je bil eden tudi določen, da je potem tudi eno temo pripravil in je on vodil. Jaz sem vedno bil zraven, pa sem tudi kaj povedal z moje strani kot duhovnika in to je bilo vedno najboljše, ampak zdaj trenutno pa ni enega takšnega, ki bi to bil pripravljen. Seveda tudi jaz imam in še bom imel tudi teme, ampak težko je najti neko temo, ki bi jih privlačila. Seveda, potem pa moraš neke druge stvari uvesti. Pri nas je zelo popularen ta oratorij
in ki ga tudi sami mladinci vodijo, jaz sem vedno z njimi. Tudi pasijon, kaj ne? Tudi Bogu hvala, tudi ta veliko naučil. pasijon je bil že dvakrat, že večkrat, ampak zdaj dvakrat je bil res kvaliteten, tudi na prostem. Vem, da je enkrat res bilo približno 500 do 700 ljudi gledalo, ne, to. Imeli smo med dvema mašama, smo pripravili, tako da je to se zunaj dogajalo. Na cvetno nedeljo in so vse tudi lepo odigrali. Jezus je vse na pamet znajo lepo tudi povedal. So kar sposobni igralci pri nas, ti mladinci. Sicer pa se zelo potrudite tudi vsako leto pred koncem leta, med Božičem in Novim letom za božični koncert, ki ga mladi zelo navdušeno pripravljajo, ne? Navadno je bil tam 2. januarja, letos smo se pa dogovorili, da ga bomo imeli na Štefanovo, ker je takrat nekako ni možno, ni časa, oziroma 2. januar je letos tak ponedeljek. Potem pa smo mislili, da bi na 6. oziroma takrat je pa so 3 kralje, ne? Pa je polno stvari in se ne bo dalo. Tako da imamo vsako leto seveda mladinski zbor to priredi, čeprav letos pa smo se ena vokalna skupina glasniki odločili, da bomo mi to vodili oziroma da bomo mi organizirali. Potem pa povežamo druge domače župnijske skupine. Bomo sedaj v tej pesmi Mir srca, kjer ste vi z mladino iz Svetega Vida, kjer sedaj delujete. So to tisti mladi, ki ste z njimi dobili tako pomembno priznanje v tujini? Ja, to so vsi, ki so tukaj tudi na videospotu, so bili zraven pri zboru, ker takrat je bil zbor 25 pevcev, ne? In ti mladi, ki so tudi na tem videospotu Mir srca, so bili z mano na Ptujski gori in smo s to pesmijo takrat dobili največ glasov. V nemirnem svetu človek dava sem ter tja, dela in ustvarja, žal pozablja na Boga. Misli ga morijo, kot da storil ni dovolj, niti ni nedelje, da zase bi si vzel odmor. Mir srca je odmev, ki ga lovi, mir srca, želi si, da bi srečen bil. Mir srca je odmev, ki ga lovi, mir srca, želi si, da bi srečen bil. Naveži se na Boga in boš rešen jarma suženstva, nemira strahu, brezglavega letanja. Naveži se na Boga, rešen boš si vezi, ki te držijo ujetega. Dobil boš mir srca. V tem nemirnem svetu človek tava sem ter tja, dela in ustvarja, žal pozablja na Boga. Misli ga morijo, kot da storil ni dovolj, niti ni nedelje, da zase bi si vzel odmor. Mir srca je odmev, ki ga lovi, mir srca, želi si, da bi srečen bil. Mir srca je odmev, ki ga lovi, mir srca, želi si, da bi srečen bil. Naveži se na Boga in boš rešen jarma suženstva, nemira strahu, brezglavega letanja. Naveži se na Boga, rešen boš si vezi, ki te držijo ujetega. Dobil boš mir srca. Dobil boš mir srca. Naveži se na Boga in boš rešen jarma suženstva, nemira strahu, brezglavega letanja. Naveži se na Boga, rešen boš si vezi, ki te držijo ujetega. Dobil boš mir srca.
mir srca. Vi na poseben način delujete, še posebej sedaj tukaj, kjer ste kot gvardijan in župnik pomočnik. Imate posebno slavilno molitveno skupino. Slavljenje vam je že v preteklosti veliko pomenilo. Ja, jaz sem bil res navdušen. Verjetno je to se takrat začelo, ko že prej sem imel neke težave, pač kot vsak mlad najstnik, morda sem še jaz bil bolj čustven in sem imel neke strahove v sebi. Vedno sem iskal to pomoč, da bi se teh strahov znebil, osvobodil. In potem sem še pa moral iti v vojsko, čeprav sem najprej bil, so mi vojsko predstavili, ker sem premalo kilogramov imel, ne. No, ampak kljub temu, tako sem šel najprej potem v novicijat, in tam v novicijatu sem se pa krijen pri neki karizmatikih, to pomeni prenova duhov, verjetno to, bil v Zagrebu, ker smo s Hrvati imeli na Cresu skupni novicijat in me je on malo uvedel v te stvari. Sem rekel, to je pa fajn stvar, ne, slavljenje, tako biti popolnoma na razpolago Gospodu, oziroma ga kar začutiti, ga kar videti, ne, duhovno. Ampak potem pa seveda sem moral iti v vojsko, v vojski pa spet padeš, ne vem, neke stare tirnice, ampak sem pa moral bežati, ko je bila vojna v Sloveniji. Ste bili zadnja generacija? Zadnja generacija, ravno. In sem pobegnil iz delnic in sem doživljal velike pretrese, strahove, lahko bi me ubili celo, ne, ker zdaj ne bom razlagal, ker je dolga zgodba. V glavnem, ko sem prišel preko Kočevja, pa tam bil skrit do recimo Povšetove, Ljubljani v zaporu, sem celo bil z drugimi ujetniki, pa ne vem kaj vse, so me pa patri spravili v Graz, kjer smo imeli minoritski samostan Marija Hilf, in bil tam nekaj časa, potem pa sem šel v Perugio, sem se še malo italijanščino učil. In seveda, če bi Jugoslavija ostala skupaj, verjetno ne bi mogel jaz takoj nazaj, ne. In potem pa, ker je pač to razpadlo, smo se osamosvojili, sem prišel lepo nazaj in bil v Piranu in v Piranu doživel taki šok. Padel sem v depresijo, vse je za mano prišlo. Potem sem nemiral naenkrat in potem vedno bolj globoko, ker ko sem se enkrat ustrašil, sem že padel globlje in sem mislil, da se mi bo utrgalo, zmešalo, ne, od teh strahov. Potem pa sem seveda iskal, vedel sem, da lahko tudi v molitvenih skupinah najdeš pomoč, ne. In tam v Ljubljani začel to iskati, ena gospa mi je pomagala in vem, da sem šel več, ne samo k prenovi duhov, tudi drugam sem šel iskati. No, tu pa sem potem našel neko pomoč, ko so molili zame in je bilo v meni in jaz sem tudi, poslušalci, gledalci poznajo te naše duhovnike, ki so v tej prenovi v duhu, ne. Z vsemi temi sem jaz tudi že bil skupaj, sem želel se temu posvetiti. Seveda kot minorit pa takrat te možnosti takšne ni bilo, oziroma niso bili najbolj navdušeni vsi, pa sem jaz rekel, seveda dajmo prednost redovništvu. Ampak kljub temu zdaj pa sem se začel poglabljati te stvari, tudi nekako kot neko skupino glasniki sem najprej imel, zdaj imamo pač petje glasniki. Zdaj pa imamo na Vidmu res se je začelo lepo slavljenje. Vedno boljše, vedno lepše. Sedaj to enkrat na mesec, ne? Ja, v prvih petkih imamo od 18. ure do 20. ure slavljenje, sveta maša in molitev za ozdravljenje. Potem pa še nekateri, enih 5 vztraja, celo noč imamo bdenje ob Najsvetejšem. To je že zdaj kar nekajkrat bilo, 3-krat je že bilo. In zdaj pač pravijo, da bi vztrajali. Jaz mogoče velikokrat, mislim, nisem bil vedno celo noč, ker sem potem imaš obveznosti drugi dan, ampak do polnoči pa poskušam vztrajati z njimi, pa potem se malo prej zjutraj vstanem, da... Tudi pričevanja ljudi, ki so bili ozdravljeni, osvobojeni? Tudi na teh slavljenjih imamo tudi pričevanja, lepa pričevanja so že bila. Nenazadnje, vi ste se obrnili na kralja miru, ki edini prinaša mir, ne? To je res, ja. To pa mi je nekaj, zato tudi, ker sem takšne depresije oziroma strahove doživljal, tudi mi je ta pesem zelo blizu, sam sem napisal besedilo. Z naslovom Jezus. Ja, tudi Jezus, ja, ampak prej, ko smo še govorila o mir srca. Mir srca. To je čisto, pa tudi Jezus, tako, tudi Jezus je ena od teh slavilnih pesmi. Tudi potem recimo sem v neki knjigi iskal ta mir, kako bi to ljudem podal oziroma sam našel. Po tem, ko bomo slišali oziroma bomo slišali in si ogledali ta spot in pesem Jezus,
Pa spregovoriva še malo o tem, na kakšen način nastajajo ta čudovita besedila, ki so veliko tudi svetopisemska, kaj ne? To je res, ja. Na začetku sem vse, kar se je le dalo, vzel iz Svetega pisma. Tudi iz nekih duhovnih knjig. Vem, da mi je bil za inspiracijo Zvezdan Linič. Tiste meditacije sem bral in sem malo tudi pobral teh misli, pa to, da sem potem naredil neke nove pesmi. To so pa še tiste prve pesmi, ki so tudi še kar znane, no. Hvaležen sem ti, Jezus, da življenje živim. Jezus, ko se bojim, Jezus, v tebe zaupam in ni bolečin. Jezus, molim in bdim, Jezus, bojem slavim, Jezus, za te živim. Jezus, nikoli ne pusti, da v slabosti obleži. Aleluja, 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 aleluja. Boj z menoj, pisem Jezusu, boj z menoj. 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 Aleluja, aleluja, boj z menoj. Aleluja, boj z menoj, pisem Jezusu, boj z menoj. Ko gledam sedaj tukaj pred mano na mizi vse te vaše zgoščenke, skoraj ne morem verjeti, da ste v tako kratkem času izdali toliko zgoščenk, toliko pesmi. Koliko pesmi pravzaprav je vaših avtorskih? No, na Sazasu imam prijavljenih 75 pesmi. Pomeni, da so res avtorske moje. Je pa seveda pesmi še več, ker je kar nekaj priredb teh raznih slavilnih pesmi. Pa potem tu pa tam kakšna pesem, ki jo mogoče od koga slovenskega izvajalca vzamem, pa sicer tega ne posnamem, moram seveda vprašati. Seveda pri drugih priredbah pa imam tudi dovoljenje avtorja, ali pa če so tudi starejše pesmi, potem moraš pač avtorja napisati, avtorja glasbe, ne. Kar 12 kaset in zgoščenk CD-jev ste izdali, ne? Ja, večina je bilo pri založbi Vox izdano, ki je prej
Branko Umek vodijo, zdaj imajo to Modrijani čez, ta od ansambla Modrijani. Sicer zdaj v prihodnje grem z novimi projekti, grem v samozaložbo verjetno, ker nima nekega smisla, tam se nič ne dela za neko promocijo, da bi kar to lahko prodam oziroma razdelim, kar se velikokrat zgodi, to lahko sam naredim. Ne. Tako da je res 12, nekaj pri založbi Vox, nekaj v samozaložbi na začetku, pa na 2-3 so promocijski, bili posneti promocijski CD. Na kak način se financirate? Ja, to pa je en od velikih čudežev, ki se pri meni zgodijo, čeprav včasih tudi začnem jamrati, pa misliti, kako bo to šlo. Pridete v dvome, ne? Ja, pridem v dvome. Čeprav verjetno vi kot duhovnik verjamete Jezusovim besedam, ne? To pa sigurno. Ne iščite, kaj boste jedli in pili, iščite najprej moje kraljestvo in vse to vam bo navrženo. Včasih imam res dvome, včasih je vera šibka, ampak vedno pa vidim, da mi pomaga. Ne. Jaz sem na začetku sem mislil, zdaj bom pa provinco vedno prosil. Ne. Provinca pa težko tudi daje, ima druge probleme. Ne. In potem pa sem dobil dovoljenje provincijala, da pač koliko bom tu dobil, zaslužil, koliko bo prišlo denarja, toliko bom vložil naprej v te CD-je, v snemanja. Ker če gledaš še snemanja, le ena pesem pride 350 evrov, ne. Ena pesem. Ampak kljub temu, to pomeni, nisem nikoli, da bi samostan kaj dal, mogoče sem si kdaj sposodil, potem pa tudi vrnil iz tega fonda. Tudi provinca, edino, kaj smo bratja Minoriti izdali, je potem provinca financirala. Ne bom rekel, da je mogoče, da je kdaj pri prvih, da mi je tudi kaj pomagala. Sem pa iskal tudi sponzorje in zdaj se tudi že tu pa tam kakšen najde. No. Kdo vam je snemal te lepe videospote? Ja, nekaj z televizije so mi posneli, potem nekaj prijatelji, recimo enega mi je posnel tudi ta Matjaž Feguš, ta Nad vsem najbolj ljubezen je ta pesem. Potem pa enega mladinca sem tudi, oziroma zdaj se še en zelo zanimiv pripravlja, ampak ne vem, kdaj bo narejen, smo ga posneli, ampak ni še zmontirano. Enega mladinca, ki je tako se ljubiteljsko s tem ukvarja, pa kar v redu naredil. Poleg vaše Hozane je pesem Peter Skala najbolj značilna za vas, ne? Kjer se tudi največkrat prepeva, tudi jo ponavljajo marsikje. To je res, ja. Saj imam željo, mogoče s tem novim projektom, da bi še kakšno podobno pesem naredil, ne bom rekel, da bo ista melodija, ampak da bi šla, ker zdaj jaz sploh se nisem oziral na to, da bodo pesmi všeč ljudem, oziroma da bi jih bodo lahko prepevali. Pač pesem je duhovna, čeprav mnogi pravijo in tudi otroci, veliko družin, mnoge družine so mi že rekle, da otroci ne grejo spat, ne da bi mojo pesem oziroma CD gor dali. Tudi v avtu mnogi poslušajo. Tako da tudi, če ne moreš kar tako vsake zapet, poslušajo in meditirajo zraven in jih to uspava, otroke recimo. Ne. Kako ste prišli na idejo, da ste se spomnili na svetega Petra, Jezusovega apostola? To pa mi je ena gospa poslala po mailu, niti je nisem takrat poznal, je rekla, če vam bi kdaj prav prišlo, mogoče ta pesem, da bi jo posnel. Saj marsikdo mi pošlje, ne, ampak vse ne morem narediti, ne. Nimam niti časa, niti financ pa to. No, potem pa sem pač pogledal, eno še imamo od tiste gospe, ki jo bom morda celo izdal pri teh, ker sem jo pogledal, je kar dobra. Mislim, da govori o Noetu. Mislim, da Noetu. Zdaj se ne spomnim. V glavnem, ona mi je poslala in jaz sem v glasbo in je pač res bil pravi duh, sveti duh. Jezus ljubil je apostole, učil jih, govoril jim prilike, vsakemu svojo nalogo je dal, Simona za Petra je imenoval. Na trdi skali bom cerkev gradil, niti pekel je ne bo pogubil. Peter ključe odkrati imej, če vidiš me še prej mi povej. Gospod, zakaj sprašuješ me, povej zakaj dvomiš v me, ti veš vse, veš da ljubim te. Gospod, zakaj sprašuješ me, povej zakaj dvomiš v me, ti veš vse.
Res ljubil je apostole, učil in govoril jim prilike, vsakemu svojo nalogo je dal, Simona za Petra je imenoval. Na trdi skali bom cerkev gradil, niti pekel je ne bo pogubил. Peter ključe odprati imej, če boš me še prej mi povej. Gospod, zakaj sprašuješ me, povej zakaj, ko mi šumi, ti veš vse, veš da ljubim te. Gospod, zakaj sprašuješ me, povej zakaj, ko mi šumi, ti veš vse, veš da ljubim te. Gospod, zakaj sprašuješ me, povej zakaj, ko mi šumi, ti veš vse, veš da ljubim te. Gospod, zakaj sprašuješ me, povej zakaj, ko mi šumi, ti veš vse, veš da ljubim te. Ti veš vse, veš da ljubim te. Nekaj zelo lepega, kar smo slišali in videli. Kaj pa vaši nastopi, pater Janez? Kam vse vas vabijo? Menda ne le po Sloveniji, ampak tudi v tujino, ne? Ja, največkrat grem na Hrvaško, če že grem. Na Krapina festu sem že kar nekajkrat bil, tudi na Marija festu v Molvah so me povabili, ker so to minoriti tudi organizirali. Ne vem, še bi bilo mogoče možno iti kam, ampak tudi včasih rečem, nimam časa, ne. Čeprav zdaj sem pa rekel, zdaj pa moram se potruditi, pa tudi če bo malo manj časa, bomo probali skombinirati. Bil pa sem že tudi recimo v Istanbulu pri patru Martinu, kmetcu, smo lep koncert naredili in je bila tudi tam, sicer na koncertu ni bilo ne vem kako veliko ljudi, smo tudi v angleščini seveda naredili program. Bilo pa je recimo pri Maši, sem bil presenečen, koliko ljudi je bilo to. Filipincev, Afričanov, seveda teh Turkov ni bilo toliko, ker so muslimani večina. Ne? In zelo sem bil presenečen, ker ravno govorimo o Istanbulu. Prvi vrsti so sami spreobrnjeni muslimani sedeli. Interesantno. Neverjetno. In celo njihov organist je bil musliman prej. Bralec Božje besede je bil prej musliman. In tudi imajo slavilno molitveno skupino tam in preko te skupine so se spreobrnili. Vi ste že kot mladenič radi poslušali rock glasbo, ne? Tudi ja, tako, ne sicer hard rock, ampak bolj ta lahki rock, vedno včasih me kdo vpraša, pa že kar povem, Dire Straits mi je bil zelo všeč, Bon Jovi moram reči tudi, ne, pa take. Še vas sedaj to navdušuje ali ne vem koliko, poskušam čim več tega poslušati, se pa včasih najde, ko me zanima kakšen koncert oziroma kakšen vpliv imajo to na ljudi oziroma kaj tako privlači te ljudi, ne, in si prav kakšen video spot, bom rekel, 5-6 na leto pogledam, ne. V Sloveniji imamo vsako leto sedaj dva pomembna koncerta duhovne ritmične glasbe. Ritem duha je glavni, ne? Potem pa vaš minoritski v baziliki Matere Božje na Ptujski gori. Marija fest. Tako je. Marija fest, to imamo minoriti in tudi do 10 Marija festov je vodil pater Janez Šamperli, ki je zdaj v Assisiju v Italiji. Sedaj pa smo pač tam oziroma guardian in tudi rektor bazilike, pater Martin Gašparič, in on je zdaj kot glavni vodja, jaz sem pa njegov pomočnik, tako kot sem prej pater Janezu pomagal, tudi zdaj, čeprav sem še mogoče zdaj bolj vpet v to, ta koncert, pa pater Danilo, tako da mi trije se trudimo, da bi to živelo naprej in dvakrat zdaj nam je dobro uspelo, upamo, da bo šlo tako naprej. Neko napetost, neko tekmovalnost je čutiti, ko se začnejo ti koncerti, ritem duha, prav zaradi tekmovalnega značaja. Sedaj lansko leto menda na Ptujski gori ni bil več tekmovalni. Ja, tudi ritem duha, da bom mogoče malo popravil, se zdaj imenuje ritem srca. Ritem srca. Ker so Radio Ognjišče to samo prevzelo ali kako imajo to. V glavnem, oni tudi več nimajo tekmovalno.
Mi smo pa že zdaj drugič imeli netekmovanje. Verjetno je tudi bolj primerno to Ja, za vsi se Cerkve, zdaj ne? s tem strinjamo. Tam, ko je malo bolj glavni, zdaj Tadej Sadar, s katerim sem tudi veliko sodeloval. On mi je prve 2 kaseti posnel tudi. On tudi zdaj ima tako, da je netekmovalno Ritem srca, prav tako pa mi že 2 leti netekmovalno. Boljše, lepše je. Na nek način tudi s tekmovalnostjo dušimo Božjega duha, ne? To je pa res, ja. In veš, tisto Kar ni najbolj čakanje, primerno. tudi sam sem bil malo nervozen, kaj zdaj bomo dobili, kakšno nagrado ali ne. In to razmišljaš na koncu, potem pa si mečkano, čeprav poskušaš biti vesel pa to, ampak je neka ljubosumnost, no, ne. Vsi smo Ne moreš od tega, če je ljudje, tekmovalno, ne? Potem se vsak hoče potruditi, da bi bil koliko se da najboljši, ne? Mislili smo, ne, zdaj, če bo tekmovalno, bo bolj kvalitetno, lahko bomo izdali nove pesmi, ki bodo išle na CD-ju in to bo vse tako. Ampak zdaj smo videli, da se da tudi netekmovalno narediti dobre pesmi, seveda moraš imeti tudi nekaj financ, da potem tudi nekako pomagaš tem, ki grejo potem snemati. Posebej takšnih, ki nimajo nekih financ, ne. Vsekakor iskrene čestitke organizatorjem obeh koncertov. Hvala lepa. Kaj pa Rače Fest? Rače Fest je bil na začetku, potem pa Tadej Vindiš, ki ima skupino Svetnik, on seveda ni mogel sam, oziroma vse je imel sodelavce, ampak to moraš imeti za tako stvar neko organizacijo v zadju. Pri nas recimo je tudi minoritska provinca v zadju oziroma samostan, že to, on to lahko ni sam pater, ne. Tam Ritem srca je tudi Radio Ognjišče. Tu pa, ne vem, mogoče ni bilo neke podpore in ne zdržiš tega. Je pa bil čudovito zastavljen, mogoče še bo kdaj nekaj podobnega, bomo videli. Kaj pa publika na teh koncertih? So to Ja. mladi pretežno, mlajši? To je pa odvisno. Zdaj Ritem srca ali pa Rače Fest, ko je bil na začetku, to so večina mlade. Posebej na Ritmu srca, to je polna telovadnica mladih, ne. Je tudi nekaj starejših. Tu na Ritmu oziroma festival Marija Fest, naš festival, pa moram reči, da je več starejših, čeprav tudi veliko mladih pride, vmes pridejo, ne. Mogoče še ni dovolj reklame, ampak bomo videli. Se prepustimo, vztrajali bomo, ne bomo kar vrgli puške v koruzo. Za nami je mesec dobrodelnosti, prejšnji mesec v Sloveniji, pa tudi drugje verjetno. Vi ne le z mladimi, ampak tudi starejšimi delujete na poseben način, se jim znate približati. Kot duhovnik še posebej, tudi s to glasbo mnogi jo izjemno radi poslušajo. Zato ste verjetno tudi napisali to lepo pesem Podaj jim roko. Tako. Ta Podaj jim roko je sicer besedilo, ni moje, z eno gospodično, takrat zdaj je že gospa, pa mi ne pride ime. Vam je tudi poslala besedilo? Ja, oziroma z njo sem bil, skupaj smo bili v Asiziju, na romanju oziroma na duhovnih vajah in potem je ona to napisala in mi dala, čeprav je bilo kar težko napisati oziroma uglasbiti to besedilo, ker je imelo, ne vem, 4 vrstice, 5 vrstic, pa 6 celo, ne vem, tako je bilo, najlažje je narediti 4 ali pa ne vem, da potem lažje potem nekako podobno narediš, ne. Ampak mi je uspelo najti neko pravo melodijo, potem je dober aranžma pa je naredil potem tudi Tomi Valenko. Takrat sem še bil pri enem drugem založbi Slovenija Records, ki je potem on me tudi na Ritem, mislim na Orion povabil, prijavo in tam smo tudi posneli in je kar dober komad, ja. Tudi zanimiv video? Zanimiv video, ja, potem to je pa potem mi pomagala založba Vox, Branko Umek, ki je potem to financiral tudi. Kaj ste hoteli povedati s to pesmijo? Danes je veliko ljudi, ki so resnično potrebni neke človeške bližine, so osamljeni, ostali so sami. Tako je. Če vidiš otroka, če vidiš starejšega, ne samo, da ga gledaš, da si daleč stran, pojdi, poskušaj oziroma vprašaj ga, kaj bi lahko mu kaj pomagal. Seveda, velikokrat pri nas recimo se zgodi, da tudi nekateri pridejo, bomo rekli Romi, ne, ki pridejo fehtati. Zdaj ne moreš vsakemu tudi ne denarja dati, ampak dobro, moram priznati, da včasih tudi komu pomagam na takšen način,
oziroma seveda Karitas je to tudi zato bolj, ampak ta človeška bližina, pogovor, da ga mogoče za roko primeš, pa mu rečeš, vse bo boljše, zato tudi imamo te molitve za ozdravljenje, ker jaz imam to v sebi, pomagati človeku, da bo duševno zdrav, pa tudi telesno zdrav, ker Bog želi zdrave ljudi, čeprav seveda moramo pa preko trpljenja tudi iti v nebesa. Tako. Mnogo je poti, kjer srečujemo ljudi, bolne, ostarile, osamljene, obupane. Prižgi jim luč v temi, da bodo videli, spoznali, da je življenje dar, ki prihaja od Boga, da je njegova vrednost neprecenljiva. Če vidiš otroka, ki slepo tava v temi, pristopi k njemu brez strahu, saj potreben je pomoči. Bodi pogumen, nasmehni se, poglej mu v oči in videl boš, da hvaležnost v njih žari. Mnogo je poti, kjer srečujemo ljudi, bolne, ostarile, osamljene, obupane. Prižgi jim luč v temi, da bodo videli, spoznali, da je življenje dar, ki prihaja od Boga, da je njegova vrednost neprecenljiva. Ko sprehaja se po ulici in srečaš starca sivi glas, ki ne zmore več naprej in joče na ves glas. Ustavi se, ozri se nanj, čeprav se ti mudi, podaj mu roko in skupaj pojdita v svet naprej. Ki zanj prav zaradi tebe lepši bo kot prej. Mnogo je poti, kjer srečujemo ljudi, bolne, ostarile, osamljene, obupane. Prižgi jim luč v temi, da bodo videli, spoznali, da je življenje dar, ki prihaja od Boga, da je njegova vrednost neprecenljiva. Dve knjigi, ki sta vaše delo, v njih ste zbrali veliko zanimivih, koristnih, predvsem molitev. Prvi je naslov Molitveni priročnik za slavilno skupino Glasniki in druga pa, ki je verjetno še bolj aktualna, Iščem notranji mir. Ja, tako je. No, to knjigo Glasniki, to sem takrat, ko sem imel takšno željo, da bo molitvena skupina, kjer bom pač, s katero se bom jaz ukvarjal, ker se popolnoma nisem nikoli vključil v prenovo duhov, čeprav sodelujem z njimi in jih podpiram, pa vse, pa kot minoric mislil, zdaj bom pa pač to ime imel. Jaz nekaj zbral, to je zbral in uredil, bi lahko rekli. To je seveda namenjeno bilo za naše člane molitvene skupine, da imajo nekaj v roki. Zdaj pa, ker sem toliko razmišljal tudi o tem notranjem miru, sem tudi zbral in uredil neke stvari. To ni šlo v nobene trgovine, to je tudi bolj tako za molitveno skupino. In tudi imam navedeno literaturo, ker sem to zbral, kako se mi zdi, da bi lahko našel notranji mir. Čeprav imam tudi neke svoje pesmi, besedila svojih pesmi tu na koncu, pa potem tudi predstavljene CD-je. Ampak v glavnem, od Adama in Eve, bi rekel, do Jezusa Kristusa, ki je naš odrešenik, ki nam edini lahko da zdravje, veselje, srečo, blagoslov, ki je naša pot, resnica in življenje. Vse to sem pač želel in seveda tudi, ker se mi zdaj odprlo, Bog je ljubezen, seveda nisem pozabil na Marijo,
in tudi nekatere molitve za ozdravljenje telesa, duha, duše in duha so notri napisane. Vse to ste se potrudili z namenom, da bi pomagali človeku? Samo zato, ja. Sej nisem bil v dilemi, ali se to izda, ampak nekako v pogovoru s provincialom pa smo pač rekli, ne bo to za molitvene skupine. Čutim, da imam tudi ta dar, da bi mogoče še kdaj kaj napisal, pa mogoče se nekateri bojijo, da mogoče pa nisem, ampak jaz sem prepričan, da imamo ogromno darov v sebi, ki še jih nismo odkrili. In neverjetni čudeži se dogajajo v mojem življenju, ko tako gledam nazaj, kar si ne bi mogel zamisliti, da bi jaz neko knjigo napisal. Ne. Saj pravim, to je literatura zbrana, ne. Čeprav sem tudi sam nekaj svojih misli dal not, da sem to povezal. Si kot duhovnik in glasbenik želite še kakšnih posebnih darov od Boga, da bi morda lahko ljudem še bolj učinkovito pomagali? Zdaj pa več ne razmišljam toliko, samo prepuščam se Gospodu. Zdaj prek te slavilne molitvene skupine se mi zdi, da je to čisto dovolj in se iz dneva v dan nekaj novega izvem, kaj bi se lahko zgodilo. Nenazadnje, vi niti ne potrebujete sedaj iskati drugih darov, vi imate sedaj lekarno na Vidmu, ne? No, ena od teh stvari zdravila domača. Od blagoslova tega molitvene skupine, molivcev, tu je seveda, moram omeniti Dragico Zafuta, ki je pač tudi prihaja, pa sicer ne v slavilno skupino, ampak posebej, da je tudi nekako navdušena nad temi stvarmi. No, v glavnem, tudi tukaj sem se našel, prvo leto sicer, tudi tako bolj ljubiteljsko, pa da si kdo lahko kaj vzame, če želi, ne. Vprašanje, kako bo prihodnje, ker nas tudi predstavljajo. Nimam sicer želje, da bi šel v Olimpije, ker pač delujejo naše patre v lekarni. Je glavna lekarna lekarna. Ne bi rad bil tudi neka konkurenca, ampak se tudi tukaj sem se našel. Mnogim ljudem je zanimivo, tudi zdaj, ko so to poskusili, jim je pomagalo, smo celo 7 pričevanj že imeli iz tega, da tudi ta Božja lekarna, ki so imeli neke stvari, ki se jih niso mogli znebiti, črevesnih težav, pa to je zdaj pa naenkrat dobro. Zdaj je to tako samo njihova bila želja oziroma vira, Bogu hvala, ampak vse to je dobro, povezana z Bogom in blagoslovje na tem. Ne glede na to, kaj si drugi mislijo o nas, tiste darove, ki smo jih dobili, moramo nekako unovčiti, vrniti Bogu, ne, za dobro ljudi, da ne bi bilo potem na koncu, ko pridemo na tisti glavni račun, zastavljeno vprašanje strani Gospoda. Gospod, zakaj sprašuješ me? Ne? To bo sedaj naslednja pesem, ki jo pater Janez Ferlež poje skupaj s skupino Nova zapoved. Jezus ljubil je apostole, učili govoriti teme, za temu svojo nalogo je dal, Simona za Petra je imenoval, na trdi skali bom cerkev gradil, niti peklo je ne bo pogubil, vedem ključe oddav.
veš, da ljubim te. To, kar smo sedaj videli in slišali, je pravzaprav ta pesem Peter Skala, kaj ne? To je Peter Skala, ja. Vendar z drugo skupino, ne? Tako z mnogimi skupinami, oziroma tudi slišim, pač lahko na YouTube najdejo tudi, enkrat sem videl ene redovnice, so tudi to zapele. Marsikdo rad to zapoje, celo sem slučajno, ko sem zdaj nekaj gledal, sem enega duhovnika videl, da je to pesem zapel. Je primerna pesem o tem tudi našem poklicu, tudi mi gremo za Gospodom, pa ga sprašujemo marsikaj, tako kot Peter. Vi zelo radi sodelujete z drugimi, tudi prej ste že omenili vašega glavnega aranžerja vaših pesmi, Tomija Valenka, kitarista Robija Sterkuša, pa pevki Dolores in Mili, ne? Še s kom drugim nastopate? Ja, zdaj kaj posebnega, seveda tudi z mladino včasih, zdaj imam neko željo, da bi spet kakšen ansambl naredili, ampak to je seveda povezano z raznimi vajami in s časom. Tako da tudi na gala koncertu Radia Ognjišče so me letos povabili, sem bil z zborom in orkestrom in to se mi zdaj zadnje čase malo bolj odpira. Tudi z Petrom Gojkoškom, ki mi je kar nekaj priredb naredil za zbor in orkester, sem že sodeloval ravno letos na Ptujski gori. Dirigentom, tako. V Lenart sem zdaj povabljen, da bom tudi pel na zborom in orkestrom, oziroma drugo leto bo to. Tako da se tudi, to se mi nekako odpira in imam tudi željo za drugo leto, ko imam 20. obletnico mašništva, da bi naredil res en taki malo bolj, upam, da bo tudi dobra reklama, da bom čim več ljudi privabil zborom in orkestrom in z ansamblom. Tako da bi bila res ena močna stvar. Ne vem, koliko bo pevcev. To imam načrt, oziroma željo in ko me tako prime, da sem nekako zagret, da se mi vse navadno uresniči. No, Bog sicer naredi malo to po svoje, ampak se mi marsikaj uresniči. Tako da verjamem, da bo to. Je to tisti vrhunec tega, kar si vi pravzaprav v sebi želite, da bi izvajali vaše pesmi z zborom in orkestrom? Ja, seveda povezan tudi ansambl, ker tu bi povezal tudi to mojo slavilno molitveno skupino. Tudi tukaj si želim, da bi nek ansambl igral zraven. Tudi zdaj so mi, Bogu hvala, pomagali skupina Veselje, ki je bilo res potem pravo veselje na tem slavljenju, potem tudi Leon Kuzma in mnogi, in se še bom povezoval z raznimi skupinami. In bi bil na koncu navdušen, tako sicer protestanti delajo, ampak bi bil celo navdušen, da bi jaz kot pater, da bi lahko imel takšno, da bi bil tako neustrašen, ne? Ker me zdaj še marsikaj zaustavlja, še imam nekaj strahove v sebi, ne? Da bi se tako odprl, da bi lahko v zadju bil zbor in orkester, pa da bi slavili Boga, pa da bi tam ljudje slavili v dvorani. To imam željo, ampak to bi bil verjetno vrhunec. To še ne bo vrhunec. Vidim, da Bog zelo, zelo natančno spremlja vaše misli in želje, kajti vse se vam uresničuje. Zaenkrat še res kakšne slabe stvari so bile. Tudi tiste skrite želje. To so pa res skrite želje. Vem, da sem marsikaj tudi si želel, kar ni bilo dobro in se mi je marsikaj tudi ponesrečilo. Vem, da primer, zdaj se mi ravno en primer spomnim. Na silu sem hotel neki radio kupiti, ne? Pa ni bila božja volja, oziroma predstojnik je rekel, kaj boš tem, ne? In takrat sem nekako na silo, to sem še mlajši bil, ne? Na silo si kupil potem tisti radio, ker sem pač neki denar dobil, ne? Mi pač damo skupno blagajno, ne? In potem radio se mi je v istem tednu pokvaril. Ta bunda je začela zlivati tisto barvo, je cela bila rdeča, vsa moja obleka postala rdeča. Sem moral stran vreči vse. In zanimivo, da se tudi takšne stvari zgodijo, zdaj sem se to slučajno spomnil. Tako da poskušam res tisto, ko je tisti preblisk, ko čutim, da to pa je od Boga, ne. In vse delam še ogromno napak, ne, ampak ko se zdaj ravno o tem pogovarjamo, biti na razpolago Bogu oziroma poln Svetega Duha, v moči Svetega Duha delovati, to je želja, ki se mi pa vedno ne uresniči. Vi morate imeti veliko Svetega Duha, saj ste tudi ljudski misionar, ne, po mnogih slovenskih župnijah vas poznajo. Zdaj pa res, čeprav tudi to je eno od čudežev, ko sem mislil, kak bom jaz misionar, saj nisem sposoben, nisem govornik pa nič, ne.
Ampak je pa res začelo se zaradi kitare, so me vabili tu pa tam, boš z mladino nekaj zapel, boš delal, ne. Zdaj pa vedno več, letos sem bil zdaj v Brestanici, zdaj ta vikend, recimo od četrtka do danes, ne do nedelje, sem bil v Ljutomeru kot duhovna obnova. Saj ne morem redno, tudi se ne čutim sposobnega, tudi doma imam župnijo, ne morem ne vem kak letati okrog, ampak mi je pa en taki izziv, da se nekaj novega naučim, da sem še bolj zavzet, ker bi rad govoril tudi tako iz srca bolj, kar pa mi ni šlo navadno. Leto se izteka, le še nekaj dni pravzaprav imamo za leto 2016, stopili bomo v novo leto. Kakšne so vaše želje za naprej? Gotovo boste ostali na tej vaši glasbeni in prvi vrsti minoritski poti, duhovniški, redovniški. Zaenkrat in upam, da do smrti, da ostanem zvest Gospodu, tudi tako kot minorit. Saj imate večne zaobljube, ne? Večne zaobljube, da ostanem zvest. Seveda nekih nasprotovanj ni, da bi tudi strani predstojnikov, da bi ne bi pel več naprej. Tako da mislim, da je to tudi Božja volja, da na takšen način največ dobrega naredim, tako da bom ostal v glasbi. Boste kaj novega izdali? Imate kaj pripravljenega? To je zdaj bil ta najnovejši, kjer imam tudi razne skupine gor predstavljene. To je bolj kot promocijski CD bil izdan. Tu imam recimo oratorij naš, ki je tudi popularen, tu je skupina Glasniki gor, nogometna ekipa, pevski zbor, to je naša cerkev Svetega Vida. Potem pa še Pasijon, ki je tudi bil zelo uspešen, to, kar se je dogajalo na Vidmu, to je kot tak promocijski. Bom pa letos oziroma drugo leto začel, oziroma ena pesem je že posneta, posvečena materam, sem že začel z novim projektom. Ta za matere, če lahko to povem, pa bila tako posneta, ker je ena, ki je z mano pela, je poročena tudi v Novi Cerkvi pri Celju, me je klicala, če bi jaz slučajno imel možnost, da bi eno pesem v glasbo, da bi ona svoje tašče zapela, oziroma da bi mi vsi skupaj zapeli, pa nekje v sobi posneli. Zdaj sem pa predlagal, najboljše, da v studiu posnamem, pa bom jaz, če je že ona, zato jo vzamem, pa tudi potem izplačam iz tega, ne, da jo damo na novi CD in je takšna čudovita pesem nastala, posvečena, naslov pa je Materi na dlan. Veselimo se, ko boste v prihodnjem letu morda ponovno naš gost, da jo bomo predstavili, morda bo že tudi kakšen videospot posnet. Pater Janez Ferlež, najlepša hvala, da ste prišli med nas, da ste nas navduševali tako za glasbo, za petje, igranje, kakor tudi za duhovnost, za stik z Bogom, kar nam je pravzaprav najbolj bistveno. Ob koncu bomo sedaj slišali pesem Otroške oči je naslov. Če ne postanete kakor otroci, ne boste videli nebeškega kraljestva. Tako, to pesem pa je napisala tudi ena gospa, ki je, zdaj se ne bom priimka spomnil, bila Lidija Mušič, kot najstnica, in je potem sem jaz to pesem v glasbo. Je pa zdaj en naš mladinec, ki se pač ljubiteljsko s tem ukvarja, je tam posnel, pa mu je kar dobro uspelo, Bogu hvala, tako da lahko tudi gledalci pogledajo ta videospot. Boste kaj v vašem minoritskem bratstvu pripravljali tudi v vaši skupnosti, kakšne jaslice? Kako izgleda vaše praznovanje? Navadno, zdaj zadnja leta naš župnik, moderator pripravlja v cerkvi z zakonsko skupino. Pater Jože Petek je na Selah, tudi tam s svojimi ljudmi. Jaz pa navadno kot gvardijan potem v hiši prevzamem, pa v kapeli naredim, v učilnici, pa še kje, pa seveda, če imam koga, ga tudi pokličem, da mi pomaga. Iskrene čestitke vam hočem reči na koncu za vse vaše uspehe. Glavnega smo predstavili malce bolj podrobno, drugih nisva, čeprav jih je tudi veliko priznanj. Ob Orionu ste dobili tudi tegale pastirčka, kaj ne? S piščalko, kar je zelo lepo priznanje za vaše delo. Želimo vam, da ostanete zdravi in da bi ustvarili še res zelo veliko v duhu pripravljenih pesmi, kar bo za naše duše koristno. Ja, hvala lepa za povabilo. Bog blagoslovi vas, pa tudi vse gledalce vaše televizije. Hvala in tudi vam hvala, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Otroške oči
v sebi skrivajo goro ljubezni. V otroških očeh je skrit sveta nasmeh. Otroške oči govorijo o vseh pravljicah sveta. V njih je skrita bolečina vseh nas. Otroške oči v sebi skrivajo goro ljubezni. V otroških očeh je skrit sveta nasmeh. Otroške oči govorijo o vseh pravljicah sveta. V njih je skrita bolečina vseh nas. Zato ljudje imejte radi otroke, vzgajajte in ljubite jih. Ves vaš trud bo poplačan na stare dni. Zato ljudje imejte radi otroke. In ko pade noč in trudne so oči, naj vas nič ne skrbi, ker odbožne so otroške oči. Saj z novim jutrom bo svet spet dober postal in vsak otrok pod tem soncem bo mirno spal. Zato ljudje imejte radi otroke, vzgajajte in ljubite jih. Ves vaš trud bo poplačan na stare dni. Zato ljudje imejte radi otroke. Zato ljudje imejte radi otroke.